posebej, dragi otroci, kot je gospod Dragan rekel v začetku, smo tukaj zato, da se zahvaljujemo. Da se zahvaljujemo dragemu Bogu, ker ostaja sklonjen človeka, ker je znova pošilja svojega sina, da nas po sinu vodi skozi življenje, skozi vse tiste stiske in zadrege, ki prinašajo pred nas dogodki in včasih tudi naše notranje doživljanje, in sin, da nam pošilja duha, ki nas razsvetuje, ki nam razumeva na kakšen način, da bomo kristjani v tem konkretnem času zgodovine. Vsak izmed nas se lahko v tem trenutku zelo osebno zahvali za Božjo dobroto. Veliko krat je potrebno biti v tej hvaležnosti Bogu zelo oseben, ker drugače se nam lahko zgodi, kar po starejšem osebo, da Bogu služimo, da smo hlapci, ne sinovi, ne hčeri. Da se v tej hvaležnosti spomina zavemo, da je Bogu moje življenje dejal, da je Bogu moje življenje dobrotljiv. Tem bomo na drugačen način odkrivali tudi, kako je Bog izkazoval svojo dobroto v okolici Kjare, katere 15-letnice smrti se spominjamo 14. aprila leta 2008 je umrla. Mi je hotela na pisal letnica 43, odlična matematika skupaj. In da preverimo, kako živeti poslanstvo, pričevanje varenega dela danes v tem našem času. Kajti zavedati se moramo, da je Kjara postala Kjara preko poslušanja Božje besede, preko poslušanja duha in njegovih navdihov. In mi se moramo varovati tega, da bi se morda v svojem premišljanju, v svoje krščanske življenje, v tej duhovnosti gibanja ustavili pri Kjari. Kjara je očevidno njih. Krasna zgled, lepa spodbuda, ampak, če se ustavimo pri njej, zgrešimo. Moramo, ker on je izbir sebe, se mi zdi imenitna beseda, povedana čisto na začetku prvega varila. Prošnja, klic, Gospod, pasi svoje ljudstvo. Gospod je pastir. Jaz sam bom pasel svojo čredo. Jaz bom skrbel zame. Na kakšen način bo skrbel zame? Na različne načine. Pošiljal je svetnike, pošiljal je preroke, poslal je svojega sina, pošilja duha, pošilja ustanovitelje redov, pošilja začetnike tima. On pa je pastir. Vsi drugi so palica v njegovi roki. Pastir je pa sam. In zato je lahko pomembno, da se zavedamo, da vse prihaja od njega. Od njega prihaja luč. Od njega prihaja vse dobro. Res pa je, da nam te palice, ta orodja v njegovi roki lahko odkrivajo učenje ta Božja dobrota. Učenje so milosti, ki nam je Bog naklanja. In zato bi vas rad povabil, da morda na nekoliko drugačen način danes razmislimo o tej čudoviti priliki, o dobrem očetu,
in o njegovih dveh sinovih. Priliko se z vso ostrino razodene že v uvodnem pojasnilu, kjer Luka zapiše. Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninami in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismovniki so ga drnjali. Ta sprejema grešnike dva sinova. Za starejšega sina, za farizeje in pismovnike bodo cestninari in grešniki vedno izgubljeni. Nevredni Božje bližine, nevredni Božjega usmiljenja, nevredni Božjega dobrota. In po drugi strani bo za farizeje in pismovnike Bog vedno nekdo, ki je dolžnik. Kako je oče dolžnik starejšemu sinu in tega dolga ni poplačeval, še kozliča mu ni dal, da bi se poveselil svojim prijateljem. Okoliščine narekujo Jezusu to priliko o dobrem očetu in o dveh sinovih, ko je izgubljen sin in o starejšem sinu. Potem nas drža mlajšega sina opozori na pomembno past v naša življenja. Tukaj nas hudobni duh dostikrat pričaka. Daj mi delež imetja, ki mi gre. Meni pripada moji talenti, moje sposobnosti, moji uspehi. In preko tega moji otroci, pa ne samo, da so se rodili iz mene, ampak jih začnem posedovati. Moji delavci, pa ne, da skrbim za njih, ampak mi morajo služiti. Kar naenkrat ni ničesar več in nihče več v mojem življenju daje. Ampak začnemo se posedovati. In tukaj postoji tako vzamem in naredim s tem, kar hočem. Odidem od očeta in zapravim vse stvari, kakršnakoli življenjem živim. Skušnjava, posedovanje. Na drugi strani imamo starejšega sina, ki ni sin. On v svojem srcu nima očeta. On je vrhovne doživljanje hlapec. Hlapec na posestvu svojega očeta. Hlapec na posestvu svojega gospodarja. Prvi ne priznava očeta, ker njemu pripada to, kar mu pripada in je njegov. Starejši ne priznava očeta, ker je oče gospodar ali pa njegov hlapec. Tudi tukaj včasih lahko začnemo doživljati napačno podobo Boga. Boga, ki je gospodar, Boga, ki zahteva, Boga, ki ukazuje, nas pa je tega Boga strah. In živimo krščansko življenje neodrešeno, nesvobodno. Živimo ga iz strahu pred očetovo strogostjo, na izhvaležnost, da imamo očeta in njegovo ljubezen. Zato potrebujemo očeta. Da v očetu moramo zaživeti kot sinovi, kot hčeri. Samo, če postanemo v resnici Božji sinovi, Božje hčeri,
takrat nehamo posedovati, ampak začnemo biti hvaležni, ker smo obdarjeni s tolikimi različnimi dobrotami in darovi. Predvsem pa, ker začnemo razumeti in živeti Očeta v nebesih. Takrat šele začnemo zares moliti Oče naš. In v tem Oče naš ne ostajamo sami, ampak se začne graditi v polnosti tista edinost, o kateri smo slišali že veliko povedanega prej v dvorani. Ne bo edinosti, če ne bomo postajali sinovi. In za sinove nas lahko naredi samo Oče. Nihče izmed nas se ne more sam narediti za sina. In bi lahko zahteval sinovstvo. Sinovstvo je dar. To, da živimo, je dar. Da smo krščeni, je dar. Vsak drug zakrament je dar. In vsak dan posebej, vsak človek posebej, ki ga sreča, je dar, ki ga Oče daje meni, svojemu sinu, svojim hčerom. In bolj, ko to v resnici želimo, bolj, ko vstopamo v Očetovo hišo, v občestvo cerkve, in tudi občestvo cerkve doživljamo tudi kot občestvo človeštva, bolj moramo v resnici doživljati medsebojno edinost. In ne bo to današnje praznovanje, dragi bratje in sestre, za vse nas povabimo, da se Bogu zahvalimo, da ostaja naš Oče in da nas vse vabi in pričakuje z objemom, s poljubom in z vračanjem dostojanstva v svoji hiši. In je tudi to postno prizadevanje pot vrnitvi v Očetovo hišo, vrnitvi v občestvo, vrnitvi bratov in sester. Zavedamo se Tvoje dobrote, Tvoje očetovske naklonjenosti vsakemu izmed nas in zato usliši tudi vse tiste prošnje, ki Ti jih izročamo kot posamezniki, kot člani naših družin in da bomo postajali
tvoji otroci, bratje in sestre med seboj v Kristusu, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.